Lep zimski pozdrav, drage gledalke in gledalci slovenjebistriške kabelske televizije v novembru, ki se polagoma izteka. Zadnji teden pa je bil zagotovo zelo razgiban, tudi kar zadeva lokalne volitve. Na Bistriškem smo izvolili starega novega župana. Nekaj novih imen se pojavlja tudi v vodstvih krajevnih skupnosti, kakor tudi v občinskem svetu. Sicer pa smo v informativno oddajo uvrstili razne dogodke o volitvah, pa tudi nekaj podatkov in drugih zanimivih dogodkov, zato ste prijazno vabljeni k ogledu. V Laporju letos praznujejo 2 visoka šolska jubileja. Kakšen je tradicionalni slovenski zajtrk v šolah in vrtcih? V Slovenjebistriškem zdravstvenem domu dobili novo reševalno vozilo in vozilo za urgentnega zdravnika. Pohorsko društvo Majster obeležilo konec Prve svetovne vojne in Majstrovo leto. Dr. Ivan Žagar ostaja župan občine Slovenska Bistrica. V rubriki Lokalne novice o praznovanju 2 jubilejev, povezanih z organiziranim šolstvom in drugih zanimivih dogodkih. V Laporju letos praznujejo 190-letnico organiziranega šolstva in 50-letnico poimenovanja šole po profesorju Gustavu Šilihu. Ob jubileju so na osnovni šoli Gustava Šiliha Laporje pripravili različne dejavnosti. Osrednja slovesnost ob obletnici je bila v sredo, 14. novembra v telovadnici šole. Učenci šole so izvedli pester program.
Tradicionalni slovenski zajtrk je v petek 16. novembra v vrtcih in šolah znova združil več kot 260 tisoč otrok. Cilj, ki ga želijo doseči s tem projektom, že kaže prve rezultate. Zajtrkuje vse več ljudi, popijemo manj sladkih pijač in pojemo več sadja ter zelenjave. Ekipa Studia Bistrica je obiskala enoto Sonček vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica in najmlajše v vrtcu dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec. Lina, kdo nas je danes obiskal? Čebelar, župan pa gospa ravnateljica. Čebelar pa župan. Čebelar, gospod župan. Gospa ravnateljica. Čebelar, ravnateljica, pa župan. Kaj pa dela čebelar v čebelnjaku? Skrbi za čebele. Zakaj so čebele pomembne, Timotej? Ker nam davajo med Kje ga pa nabirajo? na cvetove. Kam ga pa nesejo? V čebelnjak. Lahko pikajo, če jih kaj motiš. Ja. Kaj pa nabirajo? Nabirajo pa med. Nabirajo cvetni prah. V zdravstvenem domu Slovenska Bistrica imajo novo reševalno vozilo in vozilo za urgentnega zdravnika. Novi vozili, ki sta skupaj vredni 235 tisoč evrov, so namenu predali v petek 16. novembra. Denar so zagotovile občine Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica. Z novim reševalnim avtom s sodobno medicinsko opremo bodo lahko še bolj učinkovito zagotavljali pomoč ljudem, ki jih pestijo zdravstvene težave oziroma je njihovo življenje ogroženo. Slovesnosti so se udeležili predstavniki občin, Sveta zavoda zdravstvenega doma in zaposleni v Slovenjebistriškem zdravstvenem domu. Zbrane sta nagovorila Jožefa Lešnik-Hren, direktorica zdravstvenega doma Slovenska Bistrica, in dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica. Zdaj vozilo, ki ga vidite, je nujno reševalno vozilo, vredno skoraj 200 tisoč evrov, je bilo nekako nabavljeno po sodelovanju z našimi občinami, ustanoviteljicami. Smo se dogovorili, da pacienti pač potrebujejo višji standard storitev, da potrebujemo novo reševalno vozilo. In seveda, če ne bi mi tako dobro sodelovali z našimi ustanovitelji, tega danes ne bi doživeli. Verjamem, da se bodo občani, da bodo to prepoznali, da dobro delamo. Tudi vozilo Tiguan, ki smo ga dobili po razpisu Ministrstva za zdravje, smo dobili tako, da so občine takoj prepoznale, da je to treba se prijaviti na ta razpis, pripravili razpis, izvedli in smo to vozilo tudi dobili. Seveda so pri tem smo sodelovali, ves čas dobro sodelujemo. To je torej del našega praznika. Moramo pa povedati, da praznujemo pravzaprav še to, da je Ministrstvo za zdravje končno prepoznalo, da je naša reševalna služba podfinancirana in je bil 2. novembra objavljen aneks, s katerim so nam dodelili dodatne ekipe za nujno reševalno vozilo. Dodali so nam tudi dežurno službo in tudi to je plod dolgoletnih dogovarjanj, pogajanj z Ministrstvom za zdravje. To smo tudi veliko skupaj delali, sodelovali in se mi zdi, da smo na to pridobitev tudi tako ponosni. Jaz sem tako zadovoljna in vesela, kakor na te avte, ki danes tu stojijo pred mano. Ob 100. obletnici konca Prve svetovne vojne in Maistrovem letu je Pohorsko društvo Maister v petek 16. novembra v projekcijski dvorani Bistriškega gradu pripravilo predavanje pod naslovom Rudolf Maister Vojanov, znameniti Slovenec. Predaval je Aleš Arih, profesor zgodovine in geografije.
Rudolf Meister, ki se je rodil 1874, umrl pa v letu 1934, je v novembru 1918 sprožil pomembno vojaško akcijo, ki je zaznamovala del Štajerske in Maribor. S podporo vojske mu je uspelo iztrgati iz nemških rok del severovzhodne slovenske pokrajine. Zato je letos tudi Maistrovo leto. Lokalne volitve 2018. V rubriki Lokalne novice o izidih županskih volitev v občini Slovenska Bistrica in zastopanosti strank v novem občinskem svetu. Dr. Ivan Žagar ostaja župan občine Slovenska Bistrica. Po neuradnih podatkih je na nedeljskih lokalnih volitvah prejel 71,44% glasov volivcev, njegov protikandidat magister Igor Erker pa 28,56%. Novi stari župan je na rezultate volitev skupaj s svojimi podporniki čakal v gasilskem domu v Slovenski Bistrici. Kako komentirate ta dosežek in seveda tudi predvolilno kampanjo? Ja, najprej bi se zahvalil seveda našim občankam in občanom, volivkam in volivcem za podporo. Zdaj jaz verjamem, da so volivci prepoznali naše delo že v preteklem obdobju. Delo je seveda skupek dela vseh, ki tukaj delujemo, od občinskega sveta, tudi župana in seveda občinske uprave in še vseh drugih, ki pri tem sodelujejo. No, na podlagi tega smo mi zastavili tudi zelo jasen program za prihodnje obdobje, ki izhaja iz že tekočega dela in povezavi s tem seveda verjamem, da so volivke in volivci prepoznali ta naš program in tudi, da smo ga seveda v volilni kampanji znali dobro predstaviti. Zato gre zahvala seveda tudi vsem, ki so aktivno sodelovali v tej volilni kampanji. Zahvala gre seveda tudi vsem 4 strankam, ki so me podprle na teh volitvah. Zdaj jaz vedno rečem, da se volitve končajo takrat, ko se volitve končajo, potem gremo naprej, kot je bil tudi slogan naše kampanje. Pričakujem seveda v prihodnje tvorno sodelovanje, tako znotraj občinskega dela, seveda so pa k sodelovanju vabljeni vsi, ki so pripravljeni prispevati k pozitivnemu razvoju naše občine. Tudi v preteklosti sem jaz osebno bil vedno odprt za sodelovanje in za seveda vse konstruktivne, pozitivne predloge in tako bo tudi v prihodnje. Volivci in volivke volitev se je udeležilo nekaj manj kot 43% volilnih upravičencev, so izvolili tudi nove člane občinskega sveta občine Slovenska Bistrica. V novem mandatu bosta največ svetnikov, po 8, imeli stranki SLS in SDS. 5 svetnikov prihaja iz vrst SD, po 3 bosta imela Desus in NSI, po 2 pa SMC in SNS. Lokalne volitve 2018. Čebelarstvo ima v naših krajih bogato tradicijo, ki jo člani Čebelarskega društva Slovenska Bistrica skrbno negujejo in nadgrajujejo.
Pomen gojenja in vzreje čebel je neprecenljiv, saj je vsem dobro znana resnica, da bo takrat, ko čebele ne bodo zmogle več opravljati svojega poslanstva, tudi življenje vseh ostalih vrst na tistem področju ogroženo. Čebelarji se tega še kako dobro zavedajo, zato skrbno bdijo nad nepravilnimi in škodljivimi posegi v naravo in nanje vseskozi tudi opozarjajo. Slovenci smo seveda upravičeno ponosni na našega znanega čebelarja in prvega učitelja čebelarstva na cesarskem Dunaju, Antona Janšo, ki je znanje slovenskega podeželskega malega kmeta čebelarja predstavil širnemu svetu in prispeval k temu, da je naše območje zaslovelo svojo avtohtono čebelo, krajinsko sivko. Danes so čebele še vedno poseljene po celotnem območju Slovenije. Z opraševanjem samoniklih in gojenih rastlin daleč največ prispevajo k biotski raznovrstnosti v naši državi. Čebelarstvo je kot kmetijska panoga v Sloveniji zelo pomembna. Čebela nas pravzaprav spremlja skozi vse življenje. Je simbol pridnosti, varčnosti ter skrbnosti. Predstavlja vzor učinkovitosti, gospodarnosti in socialne urejenosti. Čebelarsko društvo Slovenska Bistrica se lahko ponaša z dolgoletno tradicijo, saj je skupina naprednih čebelarjev že davnega leta 1924 na ustanovnem zboru na Črešnjevcu postavila temelje za njegovo delovanje. Danes se uvršča društvo med največja čebelarska društva v Sloveniji. Zagotovo pa je najštevilčnejše v Čebelarski zvezi društev Maribor, saj šteje okoli 100 članov, med njimi tudi nekaj uspešnih čebelark. Slednje sodelujejo tudi v sekciji za uporabo medu v kulinariki. Tudi strokovna sestava društva je nadvse spodbudna. Imajo namreč tudi 6 čebelarskih mojstrov. Več kot 40 čebelark in čebelarjev je opravilo nacionalno poklicno kvalifikacijo. Tečaj za apiterapijo sta opravila 2 čebelarja in pred kratkim 2 mladi čebelarki. Nekaj čebelarjev pa je čebelarskih preglednikov. V društvu vzorno skrbijo tudi za svoj podmladek, saj se zavedajo, da je društvo brez mladine kot drevo brez korenine. V društvu delujejo tudi 3 krožki, katerih člani so Slovenijo v letih 2011, 2012 in 2013 uspešno zastopali na mednarodnih tekmovanjih mladih čebelarjev. Z društvom aktivno sodeluje tudi likovna sekcija, ki ustvarja likovne izdelke s čebelarskimi motivi. Pomembno prelomnico v delovanju Čebelarskega društva Slovenska Bistrica predstavlja leto 2012, ko so pridobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo lastnih prostorov oziroma čebelarskega centra na Zgornji Bistrici nad vodohramom Črnec. V letu 2015 so porušili temelje starega objekta in odstranili 3 zabojnike ter pričeli z izgradnjo centra. Novo zgrajeni objekt ima skupaj približno 300 kvadratnih metrov površine in sodi v sklop izobraževalno-vzrejno-promocijskega centra čebelarstva Krajinske sivke v Slovenski Bistrici. V pritličju je večja dvorana s 60 sedeži in za vso potrebno opremo za video in audio promocijo ter predstavitve. Tu je tudi priročna čajna kuhinja, trgovina s čebeljimi proizvodi in z različnimi spominki, predvsem z področja čebelarstva in WC z zunanjim dostopom. V zgornji etaži so manjša sejna soba, knjižnica in muzejski prostor. Skupna vrednost naložbe v čebelarski center se ocenjuje na okoli 200 000 evrov. Približno polovico te vrednosti predstavlja prostovoljno delo članov društva in pa material, ki so ga prispevali. Preostali del pa so finančna sredstva, ki so jih zagotovili sponzorji in pokrovitelji. Levji delež je prispevala lokalna skupnost, za kar so bistriški čebelarji še posebno hvaležni občini Slovenska Bistrica in županu dr. Ivanu Žagarju. V sklopu izobraževalno-vzrejno-promocijskega centra čebelarstva Krajinske sivke v Slovenski Bistrici deluje tudi vzrejna postaja z več kot 20 panji oziroma s čebeljimi družinami in s panjiči prašilčki, ki so nameščeni v gozdu. Posamezno čebeljo družino sestavljajo matica kraljica, čebele delavke in troti.
Vzrejna postaja v okviru čebelarskega društva deluje od leta 2009 in je bila uradno registrirana tako leta 2011 kot tudi leta 2012, kakor tudi v vseh letih od leta 2015 dalje, in sicer pri Ministrstvu za kmetijstvo Republike Slovenije. Nadzor nad delovanjem vzrejne postaje pa upravlja Nacionalni veterinarski institut Republike Slovenije. Ob čebelarskem centru in vzrejni postaji so bistriški čebelarji ponosni tudi na čebelarsko pot medovitih rastlin, ki so jo uredili na širšem območju centra. Čebelarsko učno pot medovitih rastlin sestavlja več kot 1200 medovitih rastlin, 120 različnih, 19 poučnih panojev z informacijami z področja čebelarstva, eden največjih skalnikov v Sloveniji ter greda z motivom čebele. Urejena pot je dolga 260 metrov. Ob njej so tudi klopi za vmesne postanke in občudovanje neokrnjene narave. Še posebej veseli pa so bistriški čebelarji pisma o nameri, ki so ga podpisali z bistriškimi zavodi za predšolsko in šolsko vzgojo. Učni čebelarski center bo tako ob obojestranskem sodelovanju izpolnil nadvse prijetno in koristno poslanstvo, in sicer informiranje ter osveščanje o izjemnem pomenu čebel ter čebelarjenju in čebelarstvu nasploh. Torej, prijazno vabljeni v čebelarski center na Zgornjo Bistrico. Bistriški čebelarji vam zagotavljajo, da boste od njih odšli z nadvse prijetnimi občutki, saj je pri njih dobrodošel vsak, ki nosi sproščenega duha in dobro voljo. Naj medi! Čebelarji bistriški, srčno vsi želimo, da nas Zgornji Bistrici sinovi dom zgradimo, da nas Zgornji Bistrici sinovi dom zgradimo. Sonce šlo je za goro, mrak je padal na zemljo, pisem črička sliši se k večernem počitku, vabil se. Policisti Slovenije bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo obravnavanih 14 kaznivih dejanj, od tega 2 vloma, 6 tatvin, 2 goljufiji, telesna poškodba, grožnja, izsiljevanje in ponarejanje listin. Slovenska Bistrica. 2 neznanca sta natočila gorivo in si postregla v predajalni še z drugim blagom, na blagajni pa nista plačala računa za gorivo. Zato sta bencinski servis ogoljufala za 105 evrov. V večstanovanjski hiši se je znana oseba grdo vedla do sosede in ji grozila z napadom na življenje. Prav tako v večstanovanjski hiši je neznanec ukradel kolo vredno okoli 300 evrov. Neznanec je v imenu oškodovanca sklenil aneks k pogodbi, pri tem pa ponaredil njegov podpis. V lokalu je neznani nepridiprav ukradel denarnico in mobilni telefon ter s tem lastnika oškodoval za 500 evrov. Iz trgovine je nekdo izmaknil brivnik, škode je za 110 evrov. Zgornja Polskava. Neznani storilec je prek elektronske pošte grozil oškodovancu, da bo objavil slike obiskanih spornih spletnih strani in zablokiral sistem, če mu ne bo na račun nakazal $960. Z področja prometne varnosti so policisti zabeležili 12 prometnih nesreč, podali en obdolžilni predlog
izdali 25 plačilnih nalogov ter začasno vzeli 4 vozniška dovoljenja. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 4-krat in zasegli rastlinske delce, za katere sumijo, da gre za prepovedane droge. Spoštovani, informativna oddaja je končana in čeprav je do uradnega začetka zime še daleč, nam je leta že požugala, zato bodite previdni na cesti. Hitite počasi, da se ne boste ujeli v mokro ali marsikje v poledenelo past. Pa srečno, kjerkoli že boste.